Dober večer, dame in gospodje, MTBC Live, številka, koliko že letos? Veš, da ne vem več, pa nismo še daleč prišli. Tretji ali četrti? Tretji boljši, sem na podiumu. Da si top 3 ali kaj? Vsi, ki ste se prijavili na obvestila o prenosih v živo, ste zdaj dobili sporočilo, evo, in ste dobrodošli, da se nam pridružite, in gost v mobilnem studiu mtb.si je Marko Mareobit. Dobro večer. Že. Vseh 6 gledalk naj ogleda, 7, Pravlično. 8, 6. ne, nazaj na 6. Eni nisi bil všeč. Ok, zdaj za smetom je že boljše. Nisi več kakšen dirkač, ne? Ne. Zase. Nisi mladi, obetavni, športni. No ja, če gledaš tisto 100-letno kategorijo, pa še imam potencial, ampak ne. Tukaj pa si zato, ker si strojnik, inženir, Ja. z izkušnjami in inside informacijami iz kolesarske industrije. Sicer ta trenutek in vmes si tudi že bil avtomobilski in zdaj si spet. Spet nazaj, ja. Lahko poveva edino to, da si projektni vodja pri Akrapoviču, in to na avtomobilskem športu. Ja. Več pa ne smeva, ne? Več pa je skrivnost. Okay. Vi sam povejte, če se Mare ne dere dost, ampak mislim, da se. In začel si, kmalu po diplomi si dobil ena posebna znanja. Pravzaprav je bilo tako, ne. Diploma je bila krepko kasneje. Okay. 70% diplome sem končal, ker sem dobil možnost delati v Elan Bikesu kot konstrukter, razvojnik. In potem je bilo v bistvu veliko dela za narediti, tako da z diploma je bila potem za 3-4 leta na stranskem tiru, ne. Dokler niso potem študijske zadeve spremenili in je bilo treba narediti, ne. Tako da ja, nisem glih najbolj blesteč študent. Pol si bil že na avtomobilih in na eksplozijah in se vrnil v kolesarsko industrijo pri Big Fish Bikes. Ja, zložljiv. Moram priznati, da projekt, ki ga nikoli nisem čisto dobro razumel, ne rečem kolesa. Kolo je eno funkcionalno, majhno, zložljivo kolo, ja. ampak celega tega modela, biznis modela od mojstrov odormejo. Koliko se je pa teh koles sploh prodali? To pa ni več skrivnost poslovna. Lahko se jih bi več, kot se jih bi. Kolo smo na koncu res razvili tako, kot se šika, postavili proizvodno v Aziji. Mogoče pa tista ni bil večji marketinški push, ne. Kolesarska industrija je blazno lepa industrija, ne. Super kolege imaš, vse posle delaš na ti, lahko milijonske pogodbe podpisuješ v kratkih hlačah, ni noben problem, ampak je taka močna konkurenca, ne, da to je tako, ne, ni to plavanje v Atlantiku, ne, to je plavanje v Amazoniji sred lačnih piranj. In vsi te spustijo, posebej, če imaš kakšno novo idejo, in Big Fish je bil, ne, to je edin kolo, ki ne rabiš imeti kakšnega znanega postopka, kako se zlaga, je zelo inovativen, kako je, ampak je čist drugačen koncept, kakor je običajna kolesa. In so vsi konkurenti gledali, a boste uspeli, ali boste uspeli, ali boste uspeli. In pol, če uspeš, ne, te prehitijo ta veliki, ne, in te pustijo nekaj cajta plavati, ne, pa vidiš, ali si ali nisi, ne, in kolesarstvo je rato, tako mogoče reči, malo preveč modna industrija in moraš biti intenziven. Drugače ne uspeš. Veliko je kako zaviješ, ne? Veliko je, kako zaviješ, enim boljš uspeja, enim manj. Ene so dobre ideje, pa kar zbledijo. Eni eno in isto prodajo že leta, no, to je že kar desetletja, ampak moraš biti intenziven. Ni formule za uspeha, ne. Tudi leta nazaj najboljši kolo Iron Horse. Vsak zdaj želel, danes podjetja ni več. Bolj na gras prav, Jerry. Kdo je ta Jernej Sovučan? Je to Vala 202? Je to drug?
Ja, se bomo potrudili, Jerry, zate. Tega nismo menila, ti si seveda hodil na Tajvan in vse te kolesarske konce, veliko tudi zaradi Big Fisha, ampak vzpostavil si še eno zgodbo s komponentami Fun, Ja. kjer si tudi spoznal veliko kolesarsko industrijo. Ne? Ja, vse skupaj gre, ne. V bistvu je bil vzvod, glavni krivec definitivno Andrej Dekleva. To je to. To je tale. Spet jaz. Ja, spet on. Kot fotograf sem že tlele odprl veliko znanja, pa veliko kontaktov. Fotografija je odpirala nove posle. Iz novim posli so nove zgodbe prišle, ampak ja, za Big Fisha smo proizvodno naredili na Kitajskem, pa na Tajvanu. Hkrati sodelujem s Funom, ne samo kot zastopnik, ampak tudi včasih majčkeno kot kritičen opazovalec, dajem ideje, testiramo vsem pa tja prototipe, tako da tudi vsi tekmovalci, ki so vozili Funove komponente in so direktno delali z mene, vsak feedback je šel za boljši razvoj, tako da je tudi nekaj slovenskega noter. Valjda smo eni od tistih, ki svetujemo, ampak probamo to zadevo spraviti, ne. Pol je Breaking, Eaton očala, Yeti, super zadeva, se zdaj tako pogovarjamo, tam ne svetujem, so konstrukterji zelo na top nivoju, sem jim jaz bolj fauš. Ja, informacije so se hitro vrtele in potem, ko greš na Kitajsko, ne, to je bila mogoče ena najbolj zanimiva štorij, malce od Šanghaja, malce bom rekel 300 km levo gor ali pa 400, v enem mehno vas, ne, ki ima 300 000 prebivalcev, ne, Ljubljana, to je vas pri njih, smo imeli podjetje, ki je delalo našo kolo, hkrati leta nazaj je pa to podjetje delalo Honda DH kolo. In imel sem priložnost videti dejansko kolo, ki je bil iz proizvodnih orodij ven narejen. Greg Minar ni vozil proizvodnega, je vozil prototip, ampak proizvodni je bil isti. In ko vidiš ta business case, kako je v zadnji bilo in kaj so bile napake in zakaj so pol take zgodbice, veš, in take zgodbice polhane. Nekaj tega smo brali v tvojem bullshit blogu, ne? Ja. Pojmo, da še kdaj najdeš kaj časa, pa še kaj kakšnega naredimo, kakšen bullshit blog. Dej povej, verjetno prepoznavaš trende v kolesarski, pa rečemo gorsko-kolesarski industriji. Jaz vidim, šlo je pač v karbon, v 29, kolesa so se podaljšala, znižala, koti so šli dol. Kaj pa ti vidiš, kaj so trendi te kolesarske industrije, sprav gorska kolesa, polno zmetenje, trail, enduro? Industrija bo vedno nekaj novega najdla, ne? Da bo nekaj novega prodala. Ne? Če gledaš, ne vem, star kolo, tako trdak, ne, toliko let nazaj, od točke A do točke B boš prišel iz starem in isto novem. Ne? Ampak je tisto ratal, ne? Proge so se spremenile, bike parki so ratali in to zadeva tudi potem trendno skošlo. Ne? Ampak glavni trend za drug let, ki mi jim po svoje najbolj mi je všeč, je sprememba pravil v UCI-ju, ne. Glavna sprememba po ne vem kolikih letih, sprememba različnih premerov gum. Vem, da je bil to včasih Specialized Big Hit, je imel 26-24, pa mu niso dovolili. Zakaj je prišlo do te spremembe? Eden dober luberu, ali bo UCI naredil bolj take proge, ki bojo bile malo hitrejši ritmi, ne, bam, 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 tako dol, ne. Manj bike park. To upam, da bo kaj v tej smeri, ne. Ampak ravno ta sprememba bo orang spremenila zgodbo, ne. Hkrati posledično lahko tudi kakšno komponento, ne. Zdaj, če primerjamo definitivno 29 v spredi, da imaš ti, ne govorimo več 26-24, ne? Ne govorimo več 26-24, ampak mogoče na kakšni, 29-27 zagotovo, mogoče dvomam, ampak če bi bila res zadeva strma, da bi dodal 26-26, ja. Jaz sem sprobal, nisem še sprobal v kolo voziti, to bom naredil, ampak sem že geometrijo sprobal na svojem, 29-27,5, 1 stopinja.
to bo že, rečemo, en all mountain, ki ga hočem sprobati, bo že spremenilo eno malo bolj podivjano žival. Koliko se ti spusti gonilni ležaj? Niti ne toliko, sem mislil preveč, ampak zdaj ne vem cifre, v parih milimetrih. A ja, ni centimeter. Ni bilo, ne. Ne, kar 29 je, češ bilo pa 26, Ja. pol pa bo, ne. Mislim, da podjetje, ki so ga ravno kar novo 29-ke naredile, ne, mislim, da so po tem pravilniku bile besne kot vrak, ne, in vem, da sem zasledil od enega komentatorja, kera firma je lobirala, se bomo videli, kdo ta prvi zbil. Zdaj pa zakaj si prišel, ne, lahko da je ena firma lobirala, ne, ker 29-ka, ne, 4 leta nazaj sem rekel, jaz sam še 29 vozil, ne. Jaz sem zdaj tudi po 4 letih prišaltil na 29, pomeni 4 leta starej, greš na 29, človek se umiri, nobenem ni treba nič dokazovati, ne. Pa toliko let izkušenj, veš, kako boš ovinke jemal, ne. In to je bilo, rečemo, 2017, popravljam, če narobe, ko je Santa Cruz prišel iz 29-ko, ko se je Minar iz Gvinon dajal za prvenstvo. Jaz sem užival takrat gledati Minarja. Kako je, tako rekel, star ata, iz vsem izkušnji, vse mladce namudril. 29-ka je tako čist fizikalno gledano. Večja guma, večji vztrajnostni moment ima, ne? In rabiš, mislim, da ta veliko kolo zavrtiš, rabiš več energije. Ampak, ko se pa vrti, pa to ohranja. In Minar, če primerjam Minar pa Harta, Hart je bil 27,5, 29 pa predstavil na 27,5, ker se na 29-ki ni znajdel, zato ker voz divjaško, ne, zaletavo, ne, bam, ne. Ja. In če voziš 29, ko je za eno tisto, kom rekel, hitrostjo, ki ne pade pod uno kritično, to pomeni, da imaš se bolj odpiraš linije pa take variante, manj energije uporabiš in voziš hitreje, ne. In to je Minar je vozil na ta način, ne. Hart se je pa zaletavo in na vsakem tistem ovinku, ki je adrenalinsko, ki te da na smeh, ne, za bike park kulka vozi sam, ne, ampak za cajt pa ni dober, mu je mogel pa vsakič pospeševati, ne, vsakič je mogel to energijo in je izgubil energijo. In tle je bilo tisto staro, mlado, ne, in mogoče tudi določene sistemi vzmetenja so preveč lenobni in ta 29 kozat ne špila in 26 bojo, ne. Lahko pa gremo v motocross, ne, motocross že nekaj cajta ali pa pri motorjih imaš lahko različne gume, ne. In sprednja je tista, ki te usmerja, kam greš, ne, ta zadnja bo pa tista, ki boš lahko pospeševal, ne. In s to, da bo manjša guma v zadnji, boš definitivno iz ovinka, iz bande lahko hitreje potegnil, pospeševal. Misliš, da bomo čez 5 let vsi vozili tako? Večje kolesa sprednji, manjše zadnji? Da je to tak trend tudi tržen ali dirkaški? Mislim, tržen je, ne, lahko, če imaš 27 v zadnji, ne, več ne rabiš imeti 52 zobnika. Ne, bo šel lahko na manjše zobnike dol, ne, s tem težo prihraniš in tako dalje, ne. Potem več ne rabiš boosta načeloma, ne, da bo šel lahko spet na 142. Definitivno industrija bo naredila nekaj, da bo prodala, ne, in bo posila. Valjda tekmovalci, ko bojo pa te različne kombinacije vozili, če bojo te zadeve bile uspešne, valjda mi sledimo tekmovalcem. Industrija tudi. Tudi če kaj ne funkcionira za nas. Ja. Pričakoval sem vprašanja, šele zdaj so začela padati. Zlatko, z deklice vemo, da nam počasi vrača hrbet. Kdo, kje? In pleze na cikl proti kolo. Ne, na grevel. Marko, ali morda tudi ti razmišljaš? Specialka. Marko, ali morda tudi ti razmišljaš, da bi odpeljal kakšno skupno z Andrejem? Grevel, a vidiš kaj v segmentu grevel, kakšen potencial kaj? Ali še nisi dosti star? Mislim, da je še 4 leta manjka. Ok. Ampak probi. Ok. Uroš prav, da te moramo imeti za tedenskega gosta v Campervanu, v mobilnem studiu. Jaz rabim pa novo baterijo na Macu, ker tole gre zale cugrun. Pa štron sem si potegnil, sam ponivca nisem prinesel. A už sam govoril, da ga imes po napajalcu. Ne veš kaj? Ne. Ti povej nekaj o elektrobajkih, jaz grem pa po ponivc. Ne, taj pa pomagam. No, zdaj pa tako, ja, elektrobajki.
Ampak kdo vprašanje za elektrobajk? Da se nam zameril unem, ki imajo elektrobajk, elektro je kul, čeprav to ne smem v firmi, ki delam na glas povedati. Ampak zdaj sem. Je v redu, čeprav je še vedno uživam, da sam pedaliram v klanc. Aha, Andrej prihaja. Ti kar govori. Ja, no, bom pa govoril. Ne, še vedno raje uživam sam pedalirati v klanci zaradi čisto enega za druge zgodbe, ker mountain bike je zame, tako za katere joga, čiščenje. Kot za eni viski, okay. Ja, tudi mogoče, ampak tudi tisti je čiščenje, ja, lahko. Tudi tisti sem pa tja paše. Greš gor v klanc, spedaliraš, si vzameš 2 ure in z vsakim metrom zginjajo problemi. Če si pa na električnem kolesu, si pa gor, pa dol in probleme nosiš skozi naprej, ker se ne zgonaš. Zraven pa še misliš, koliko časa ti v baterija držala. Ok, se ti rečem, da ne vozim. Ja, danes sem poslušal eno zgodbo, no? Ja. Ko so eni dami rekli, da je polna baterija, da so celo noč polnili, ki je prežgala kolo, je bila samo pol baterije. Ja, mogoče pa ni. Ne, elektro posebej je, čisto jasno navodila, ne. Kaj je sezone konc, ne, napolni baterijo in med 0 sezono, gledaj, kje je baterija, ne. Se nam tako zgodilo, kot moji kolegici, dobi električen kolo za darilo, ga voz celo poletje, ne, in bolj ali manj prazno baterijo da po zimi v garažo in spomladi je imela navadno kolo z dodatno težo. Se ne delamo norce z e-bajkami, e-bajki so tukaj in e-bajki bojo, ne bojo pa samo e-bajki, ne. Ja, ok, čeprav so pri e-bajkov, no, saj sva že prej eno tako špekulacijo rekla, ja. Pa mogoče, če kakšen kaj bolj pozna pravila UCI, ali je tudi UCI nekaj objavil, da se zna zgoditi elektrodeha? To ne vem, tega še nisem zasledil, pa lej. Mislim, zgodba je ta, ne, mislim, da ta teden je bil tako zelo zanimiva informacija glede Intense Cycla, glede solastnikov in sta bila 2 solastnika zelo zanimiva. Eden je Ran Dungey, zelo dober prvak motokrosa, tudi podjetje Krapovič ga sponzorira, je postal solastnik in še eden, ki ima šolo motokrosa. Ran Dungey je bil slikan na strani elektrokolesa in tudi koliko se daj pogovarjam s kakšnimi strankami poslovnimi iz motosveta, tako rečejo, ja, veš, sem pa zdaj elektrokolo odkril, ne, in zdaj sem pa jaz tam, ne, na mest Real Bikes, ne, je tja, ne. In ja, zakaj ne, če že Intense nekako razmišlja v šolanju mladih, lahko se zgodi en DH, ne MX, ampak DH Studis, mislim, štadion prvenstvo, ne. A veš, kakor je rally, ne, pa imaš rally cross, ne. Z vrha LA Koloseja do Podna. Ja. 10-krat. Mogoče pa bo, ne, zato, ker rečemo, e-formula je tako zelo zanimiva, kot business case je ful zanimiv zgodba, kako se social media pa to, ne. Mogoče pa tako, ne, da boš lahko v kakšni bandi šel malo višji gor, pa boš dobil več energije, ne. Mogoče bo tak downhill, ne, da lahko imaš throttle, ne, in si pospešuješ, pa da valjda, no, boš imel zelo mehno baterijo, da ne boš mogel skozi uporabljati, ne, ampak boš mogel mogoče Chicken Light ti bo vzel boost. Ja, življenje se spominja v računalniško igrico. Točno to. Arkadno. Točno to. Ja. Ena iz avtoindustrije, ne. Porsche razvija. A to lahko govoriš? Ja, ne, to je javno, Okay. To je javno, to je že, mislim, da 6 mesecev znan. Porsche razvija tak, da ko bo šel na en Nürburgring, ne, bo si aplikacijo prežgal in ta aplikacija ti bo na tvojo prednjo šipo projicirala idealno linijo in svojega Ghost Riderja, s katerim boš ti tekmoval, ne. To se pravi, igrica v realnem svetu. Se pravi, če Ghost Rider za moč, pa greš naravnost, greš ti tudi verjetno. Ghost Rider bo definitivno šel za tega, ker drugače to bo pravno, ne, ampak problem v tem, če bo voznik se zavedal, da ni v igrici, ne, ja. Da ko bo šel ven, da bo to bolelo. Ne finančno, ne, lahko še kaj več, ne.
Še kakšen tak trend, ki ga prepoznaš kot tak, ki si ga omenil, večja kolesa spredaj? Atherton, Bikesi. Okay. Ja. Ja? Ja, Atherton Bikesi so mi zdela tako zelo zanimiva zadeva. Po svoje, kar se geometrije tiče, povzmetenja, nič novega. Če povzamemo, objavljeno prejšnji teden, Athertoni so šli s treko dol in v svoji ekipi bojo vozili kolesa pod svojo znamko, Atherton Bikes. Je že znana inženirska zgodba, ne? Ja. DV-Link. Tako? DV-Link v bistvu tudi ni nič novega to, da so določene komponente sprintane, mislim spoji, da so sprintani, ne. Charge Bikes je to delal, Empyrean Bikes je to delal. To govorimo o printanju Titana. Titana, ja. Okay. To se pravi, vsi jointi kolesa so sprintani in potem vmes karbon dodan, ne. Ampak ta filozofija mi je tako dobra, ne. 3D printanje je danes v totalnem porastu, kar se razvoja tiče. Mogoče nekih še od sajtov Elanu smo tako vedeli, da 3D print obstaja, ne. Ampak si ga nisi mogel prvošati, ne. Potem v sajtu Big Fisha, če si imel kakšno novo idejo, si to vodstvu predstavil, ne, in če si predstavil zgodbico, je bilo drugače, kot če si mu dal v roke en nov kos, ne, da je človek lahko sprobil, ne, pa si mogoče več budžeta dobil, ne, rečemo čist primer razvoja. Pokaž snemalcu. Snemalc. Ne bliži nas. Kaj to dela? To je bil en prototip za zložljivo balanco. Aha. Smo imeli dve verzije. V glavnem, tisto, kar smo delali, je bila zelo zahtevna za narediti in potem smo iskali easy varianto, z gumbom ali brez. In v bistvu sprobaš, kako in kaj. Daj mi razlož, kot laiku, 3D printanje Titana, v čem ima prednost pred CNC rezkanjem aluminija za ta, recimo za ohišje gonilnega ležaja, kamor potem lepaš karbonske cevi? Finančno nobene, definitivno. Je dražji Titan printati? Printanje, ja. Tlele se cene gibljajo zelo, ne. Mislim, tisto, ki je videl sliko bottom bracketa, lahko tako iz svojih izkušenj povem, da računam, da bo ta cena, proizvodna cena med 2,5 ure do 4 ure, ne, samo bottom bracket, ne. Valjda, če boš ti delal iz aluminija, boš cel blok in boš šlo precej ur, ne, in moraš imeti kar nekaj mašin, da boš to kapaciteto naredil. Tudi 3D printanje ni hiter postopek. In tudi ta zadeva gotovo 24 ur dela. In pol še polhanenga postprocesiranja, ker to malo pozabijo povedati in to tudi nagradi, mislim, da ceno gor, ne. In to bo tudi mogoče, če bojo rekli, da bojo pa okvir krepko po 10 urjev, ne. Potem bi jaz iz svojih izkušenj, ne, pa standardov, ki jih poznam v autoracingu ali pa letalstvu, ne bi bil glih preveč zadovoljen, pa se gor usedel, ne. Bojo morali nekaj fino šparati, ne? Nekaj bojo mogli fino šparati, sam so rekli, ne, oni bojo direktno prodajali in tle bojo že nekaj prišparali. Ok, ampak se veš, za ekipo za 24 ur Le Mana ni problem enega kosa na Titan sprintati, ampak za kupca, ne, gorskega kolesa. Ja. No, ja, odvisen kaj kupac, koliko se upa dati, kaj pričakuje in kaj za to dobi, ne. Je nekaj inovativnega. 3D print boš imel lahko, CAD model se lahko, celega štel se bo lahko prilagajal na tvojo velikost, ne. Ne vem, zdaj imaš kolesa small velikost, medium, large, XL, ne. Pol boš pa imel kolo Andrej, Marko in imel boš zase, ne. Res, da v to težje prodati. Rabljeno. Ja, ampak, ok, se mogoče pa niti noč treba prodati, zato ker boš itak imel že perfekten kolo v hiši, ne. Mogoče, če je tudi kakšen komponenta šla, boš na novo sprintu, ne. Ok, bo tudi drgam prišla, ne, za stara kolesa, kaj 3D print pomeni. Greva raje zdaj naprej, ne. To, da boš pa Athertonih kupil,
pričakujem, da te bojo povabili za to ceno v njihov bike park, da te bojo seznanili, da preden boš kupil, pa mislim, da boš že plačal določene mogoče euro, da boš z njimi sodeloval na karakteristiki vzmetenja, kaj ti ustreza in potem bojo lahko oni špilali, ne. Ker zdaj mogoče s tem velikostmi, pa pol še malo iz balanco, pa tem loviš milimetre, 5 milimetrov, ne. Potem pa lahko delaš v nano svetu. Ampak na koncu se je že za kakšen tak projekt pokazal, da trg se najde, ne. Najdejo se 30 ljudi ali pa 50, ki bojo na leto pripravljeni toliko plačati, ne. Trg se vedno najde in ekstremi so vedno v življenju, ne. Ali greš tisto totalno dol ali pa totalno gor, ne. Tudi avtomobilska industrija lansko let, mislim, da zdaj najdražji serijski avto, ki bo prihajal 5 milijonov evrov, brez davka, Bugatti Divo. Tudi za tega Bugattija Divota, ne, za Chirona so naredili in to je že javno, zavorne čeljusti so sprintali iz titana, spravili 40% dol, kar je fantastično. Teže čeljusti? Ja. Ampak je pa tako hec, ne, da je ena taka informacija, če ti 1 kilo neuzmetene mase spraviš dol, pomeni to 15 kil vzmetene mase, to se pravi 15 kil na bodiju, ne. In mogoče za one, ki ne verjamejo v to tehnologijo, naj si pogledajo video Chiron 0-400-0. Oni so naredili test. V mirovanju pospešili so do 400 km/h in na hard bremzali na 0. 42 sekund. No, to so zdaj, ki nam niso jasne, ampak ni rekord, kje ni zdaj, ki bo še boljši. Še nekaj igrače si tlele prinesel, poleg tehle sprintanih, kaj imaš še zraven? Ja, rečemo tale če grejo čisto na tale sintrano plastiko, ne, bi bilo mogoče, če ima kakšen gledalec inženirsko žilico, pa nimate pravzga shifterja, tale plastika je dovolj močna, da si ti svoj custom shifter narediš. Podobna zgodba, plastika, črna zgodbica. Kako se temu reče? Fidget spinner. Ne vem, kaj je tale, v bistvu je čist, ampak tole je tudi sprintan, ni narejen, ni brizgan, čeprav ima noter železne vsadke. Tu je pa plastika obdana s karbonom. In rečemo tale kos, mislim, da KTM za Dakar, motocross, uporablja par nosilcev, tudi zavorne ločke sprintajo z tega. In tole je na nivoju mehanskih lastnosti aluminija 60-61, to se pravi klasičnih koles, ne. V bistvu pa lažji. Pa lažji, ja. Je pa tlele noter zdaj želez, ne, za tega je. To se pravi, dajo tako nitko noter, ne, to je karbonska nitka, ne. Ne bova je trgala, ker si bova prste odrezala prej. Tako nekako, ja. Tu vsi vemo, da karbon ni hec, da nitka drži. Verjetno bi lahko tale kamionček studio premaknil naprej. Skoraj ubesil na tole, ne? Ja. No, ampak, če je prav narejen, če je kolo prav dimenzioniran, če unka dela karbon enostavno ve, kako in kaj je treba narediti, kako je treba karbon. Kar rečemo, zdaj tlele je bil nitka, ki je definitivno ne bova strgala. Če je ena mehen focelček noter, ki ga tlele zdaj niti ne vidite. Zdaj je vozil naredil Maribor, ja? Je pa tako, v to smer ga ne boš strgal, ampak ker je vozil, bi mogel ga pa še v to smer v vozlu držati. Probi. Orang. Odaj. In bum. Kot cvirenček. Kot cvirenček. Samo zato, ker si vozil naredil gor. Ker sem vozil naredil, se pravi, si prekinil strukturo. Točno to. Prekinil sem smernice, ki je prenaša. Prej smo govorila o titanu. Ne vem, če ste dobro videli to demonstracijo. Temu se reče CEC test. CEC test. CEC test. Tale pločevina tlele, cirka 2 mm, stara gotovo 15 let, brez rje gor. Temu se reče titan. Andrej, zdaj pa je en tvoj test in boš mogel gledati tjale, ker boš mogel ti obraz povedati, kakšen je.
Vprašanje padajo v opal prebrali. Okay, predstavljaj si, da je tale material trikrat močnejši od jekla. Predstavljaj si, trikrat močnejši jekla, to je močen. Probi, koliko je težek. Veš, trikrat močnejši je. Prav si, da boš nekaj močnega. Lahek, ne? Lahek je. Glavno ima trikrat močnejši, titan je trikrat močnejši od železa, ampak tudi dvakrat lažji. Ampak kolikokrat dražji? Pravzaprav titana je na svetu blazno velik in je ena najbolj pogosta Ampak substanca, ga je težko pridobivati. Cela zgodba je pa tudi kako prah za 3D print. Ni mači kasro. A za kupiti? Za kupiti oziroma prav za narediti. Ja. Ovo še eno vprašanje. Uroš sprašuje, glede zavornih rotorjev, da bi se povečali še. Limit je verjetno trdnost vilic, recimo, pa take stvari. Ja, ena zadeva je trdnost vilic, ampak mislim, da je že zdaj standard 220. Nekatere podjetja že uporabljajo. To lansko let ga je celo Vauch vozil, Brekenga. Tako da ja, zaradi elektromotorjev grejo te zadeve gor. Težje povečane. Težje povečane, rabiš večjo zavorno moč, boljše hlajenje, mislim, glavno tudi hlajenje, ne. In ena zadeva bo definitivno tudi hlajenje povezan. So bile pa leta nazaj, ne, sem imel na sprednji vilici tudi na enkrat podjetje, levo pa desem na rotor, ne. Moraš pa večjo ljustiti, kot mogoče včasih pri motorjih, ja. Tine Činča zanima, o čem se govori, da je komaj začel gledati, da je zanima, če bo ribe lovila. Ja, no, ali kakšno Shimano rekla. To je skupna tema, ne. Kaj še prinesel? To je to, pa še eno... Ja, to je pa karbon, ne, to je pa rečemo... Ko s tem slovensko reče? Swatch je drugače to, a ne? Tkanina, ne? Tkanina, ja. Karbonska tkanina. Nič posebenega, ampak iz tega je v bistvu tudi Athertonove cevi narejene. Tole pa epoksi, a ne? Tole še ni epoksi, za tega jo imaš. Ne, tole pa epoksi so cevine. Tole pa epoksi, ja. In pol je zgodba, pa pravilno pladen. Kaj se vrneva na Athertončke? Lahko, če imaš še kaj zadati o Athertonih. Ja, ne vem, kakšnega zanima, kako sploh sprintajo zgodbo? Ja, Marko, mene zanima. Vprašaj, ti bom povedal. Kako pa printajo? V bistvu je nanos prahu. Layer by layer, 50 mikrončkov velik, in potem laser, to je podan ta v škatlo, in potem laser na točno določeno točko steli tist prahek. In potem nova in nova. Višek se pa nekam pobira in nazaj reciklira. Višek vstaja, dokler ni pogon, dokler ni narejen in potem se da in gre v reciklažo in potem v ponovno uporabo in tako dalje. Potem pa, da je to imaš potem pa v lajerjev, je treba pa support odmakniti, je treba dati termično obdelati, ker če tega, mislim, je zdrav, če to narediš, ker vsakič, ko žark se greje, tudi s tem notranje napetosti noter vnaša in potem daš žaret, da to gre dol, da se te napetosti izničijo. Potem pa še v kakšnih hujših aplikacijah je pa poseben postopek hipping. Pa pomeni, da daš ta kos pod, mislim, da cirka 1000 barov, pa mislim, da tam 1000 stopinj in to stiska, da rečemo, če je kakšen majhen kraj, kakšen majhna lukenca, da to stisne skupaj in da popraviš napake. In to so potem stroški in potem ta kos lahko zelo drag postane. Polno vzmeteno kolo Atherton bo imelo, se pravi, na okvirju 3 printane kose, a ne? 3 karbonske cevi. Ja, na mainframeu, ja. Mainframeu, potem imaš pa še nihajko. 4, ja. 3. Pa nihajka, ja. Ja. To se pravi, imaš headtube, ja, imaš še kakšno vrtišče, kje je, ne? Vrtišče definitivno imaš gor. 4. kos, ne? Ja. 1, 2, 3. Ja. Ne vem, kako je sedežna objeka, aha, pa zgornja pride, ja, 4 na mainframeu, v zadnji vagica leva desna, mislim v zadnji, ne,
pa jointi. Ja. Ja, ene 12 kosov. 12 kosov plus. Vintanih kosov plus karbon. Ja. Karbon je kle malce pa, ne? Ja, karbon lahko govoriva tam odvisno dolga bo delu, v 10 evrah. Ne, dvomim, da bo prišlo do 100. Ampak ja, printani kosi bojo pa tisočine. In zato si skeptičen, kako je lahko okvir pod 10.000 evri. Ja. Tega ni bilo v press releasu od Ne, v press releasu definitivno ni bilo, ne. Ni bilo. Tako da pustimo se presenetiti, kakšna bo dejanska cena. Sej, to, kako rečem, iz svojih izkušenj, ki jih imam, pa zahtev, ne, pa tudi, ko so omenili, da so fantje inženirji iz Formule 1, iz aeronautike, tako dvomim, da se bojo upali tvegati kakšen rizik. In s tem, mislim, če pa nočeš imeti nobenega rizika, bo pa treba malo več plačati, ne. Je pa tako, ne, imajo Ethertoni to srečo, ne, oni so iz UK-ja, ne, iz Velike Britanije, čeprav grejo zdaj Brexit ven, ja ali ne, ampak pa čeprav imajo veliko čudnih navijačev, ne, v fuzbolu, pa take variante imajo blazno močno razvito industrijo v aeronautiki. Rečemo, razen Ferrarija pa Sauberja, vsa ostala moštva so v Angliji. Še celo nemška? Še celo nemška, ja. Ta nemško moštvo je bil predhodno Tirel. Pa še to je največji hec, da mislim, da 3 ali celo 4 so sosedi, v glavnem v isti vasi. Malo večji vasi. Tako da znanja imajo, tako da definitivno bojo vedeli. Jošt sprašuje, če bi lahko spoznal kakšnega kjerkoli bike dizajnerja, kjer ga bi. Da bi spila kakšno pivo in da bi si kaj risala po prtičkih. Mislim, da tako. Čakaj, kjer ga včasih mi je bil Peter Denk, ne, zato ker je bil biker, vi non-stop noter, ne, tisti je bil takrat top of the top. Nemci so delali zvezdo z njega, ne? Nemci so naredili, ja, zvezdo iz njega, ampak roko na srce polka druga kolesa, kar njegova kolesa voziš, ne, tudi njegovega DH-ja sem vozil, nekaj, what the fuck. Kje je zdaj? Ne vem, je Cannondale so ga dali celo še iz Cannondale ven, ne vem, nisem spremljal. Vigal definitivno je zanimiv, posebej, ker je dobro naštudiral. DW? Ja, drugače pa upam, da v letošnjem letu iz malo sreče, da bom pa govoril s konstrukterjem Yetija. Yeti je ok, sej, ena zadeva je v vozništvu, ampak čist ga včasih gledam čist kot konstrukter, pa si rečem, matrola, pija ste bili dobri, fakt, zakaj meni do te ideje ni prišlo, ne. Posebej, ko gledaš, ne, Switch Infinity, kako so bobbing na easy, ne, ko pol to idejo tega pogledaš in bobbinga, ne, rečeš, problem bobbinga, rečeš, pa to je toliko enostaven. Preden Uroš še odgovori na drugo vprašanje, Činč je vprašal isto, zakaj ne postružijo, zakaj printajo, jaz se ne spomnim več tvojega odgovora, kaj že rekel? Ja, le, malo bojo bili drugačni. Ja. Ampak bi se dali, ne? Valjda se bi dali, mogoče bi bilo še cnej. Verjetno bi bilo cnej, ne bi bilo lažje. Načeloma bi bilo lahko lažje, če bi delal aluminij, definitivno. Ogromno dela je že tudi z načeloma struženjem, ne? Titan je cirka 2-krat težji od aluminija. Sam aluminija boš mogoče da debelejšo cev. Drugo specifiko, ja. In če si dober dizajner, boš to težo dubu nazaj, ne, in posebej še iz karbon cevi, ker je ful dobra ideja, ne, karbon pa titan ima ta isti elastičen modul in nekako, če tako laično rečem, se nekako isto obnašata pod obremenitvam, zato je tudi ta kombinacija. No ja, če sem to nazaj rekel, ne, čim si ti na aluminiju, ne, si ti vezan na stroj, si vezan na proizvodno, včasih pa vezan na orodja, ne, za sestavljanje. Tlele bojo pa lahko bili precej bolj fleksibilni, ne, ker včasih, bom tako rekel, čist iz svojih izkušenj, ker si konstrukter, si navdušen in vse se da, ne, polka pa priješ dol do operaterja, ti pa reče, pa kaj bom jaz zdaj tlele delu, pa podaljšval, da je poenostavil zadevo, ne. In je včasih ta faktor tudi kot konstrukterju bolj. Šamar. Ja, šamar, ja. Pa ne, zakaj? Treba je tehnologijo sprobati, ne, pa mogoče 3D
Posod je v plastiki, je v materialu, lahko delaš titel, lahko delaš rozfrej, printaš lahko aluminij, printaš lahko hišo, printaš lahko hrano, printajo že organe, delajo na tem in to so nove tehnologije, ki jih je treba. In po svoje je tako, Atherton je zelo tvegana zgodba, ampak lej, če nam pa rata, mislim, če jim rata, bo se tudi ostale zadeve spremenile. Mogoče bomo enkrat imeli eno internet stran, pa boš ti v tipku, kako hočeš voziti, kje bi rad vozil, kjer je bike park in noter bo polkan enih znanja in ti bo sprot zrisal, sprot v sistemu zmetenja. Ok, pustimo tlele še problem legala glede patentov, pa to ne. Open source. Open source, načeloma open source, ja, lej, če Facebook, Google to prevzame, pa se pa ne eden, da je Vigel to sistem, pa bo open source, ja. Uroš, imel si priložnost sodelovanja s Fabienom Barelom, svetovnim prvakom spustil. Kakšna se ti zdi letošnja zgodba Intensa, Gwyn Mulali, Moyer, a so to taki ljudje, ki lahko tudi v razvoj tukaj dajo, recimo, da je močnejša ekipa kot Santa Cruz Syndicate po... Zdaj, eno je dirkaško rezultati, drugo pa kako za razvoj naredijo. Ja, imel sem to šanso, da sem res, lahko rečem, mogoče 3 tedne, mogoče niti ni bilo več, če bi vas sajt skup dal vse ure, z Barelom se sodeloval in to je bilo nekaj fantastičnega. Kako bo Intense, po pravici povem, ne vem. Zdaj, ker sem mogoče močkam bolj pristaš francoske šole, ker se res inženirsko lotijo. Rečemo tudi, Loic mi je zdaj bolj blisko, kot vsi ostali, zato ker vzad je senzorika, so vprašanja. Delati s Fabienom Barelom je bilo tako noro. Fant zna opisati problem. On je marketingar, nima tehničnega znanja, ampak zna opisati problem, in je toliko precizlast in toliko najde zgodbo pa ljudi, da bojo to zgodbo realizirali. In imel sem možnost... Pa Maurice ima, sprav ga ljudje poslušajo. Ljudje ga tudi poslušajo, čeprav je pa dosti bilo zanimiv. Fabien je bil v dogovoru z Elanom, ampak v Ljubljano ga niso poslali zaradi... Ja, ne sme se preveč izpostavljati. In je bil Jon Bareli namesto njega, mislim, da je bilo 2005 na Krimu. In gospod Soroto, on je bil selektor francoske. In meni je bilo najbolj zanimivo, trener je šel po podjetju, gledal proizvodno, prišel do mene kot konstrukterja in me je vprašal, kjer program uporabljaš. In pol kasneje na večerji sem ga vprašal, zakaj me je vprašal to. Sem ga vprašal, če pozna program pa risanje, 3D. Pa je rekel, ne znam risati, sam točno vem, kjer program je koliko hiter in zdaj vem v ceno, v kakšnem času boste vi naredili nov kolo za Fabiena Barela. Je rekel, imate mogoče zelo dober kolo, mogoče je najboljši, Fabien hoče boljšega. In to je racing. To je tisto, kar je meni passion, da danes je danes, smo dali maksimalno od sebe, ampak jutri je lahko boljši. To je tista prav racing, In tle Fabien je definitivno... Si je zmišljal nove stvari, On je imel nove ideje, na konji je obračal vage, obrnil je floating v kontrasmer, da je kontradelval, da je v bistvu drift dol vozil, pa je zaradi tega 160 rotorček imel. Tako, zgodba za njemu je bila preveč. Mislim, vedel je, kaj hoče. On je vedel, kako prideti do rezultata. Zelo precizlast človek, v glavnem cela družina. Malo smo šla čez cajt, tako da še eno vprašanje od Tineta, kaj praviš na Viglovo platformo Orion? Ups, to pa zdaj nisem jedel, pa Tina ima več vprašanj. Ne, žal. Ti odgovori pisno. Ja, bom pogledal, ampak žal ima dan 24 ur, moj delovnik je počasih 30. Je na auspohibal te dni. Ja, sem v minusu. Hvala ti, Mare, veliko bi še povedala, mogoče pa še kdaj prideš, ali pa še kakšen bullshit napišeš, daj rokico za sliko.
Hvala lepa, da ste bili z nami. Poglejte si še 10-krat posnetek in povejte prijateljem, da ga pogledajo. In če imate kakšnega tazga prijatelja, ki bi sponzoriral MTBC Live, 50 izdaj v letu, kar naprej, dobi ponudbo. Hvala, čau!